In lepo zdrav sem skupaj. Ponovno se vam oglašam, Kristi Žmahar iz duhovnega ateljeja Potovanje duše. September se je začel in odločila sem se, da vam pripravim eno tako krasno video vsebino, katera vam bo definitivno pomagala v tem jesenskem obdobju, pa mogoče še malo naprej za tisto zimsko obdobje, ki prihaja za tem. To vsebino sem pripravila v bistvu tako malce v sodelovanju z vami. V obdobju svojega dela, torej vseh teh skoraj 10 let, sem dobila kar veliko vprašanj in sem majčkeno združila ta vprašanja, da bo odgovorila na tisto, kar mnogi izmed vas pesti. In zdaj, ko pride september, se začnejo nove energije za šolarje, za poslovno leto se začne, pa tudi osebnostno razmišljamo, da je to nekakšna taka prelomnica, mogoče podobna januarju, ker je vse v bistvu nekako se zaštarta na novo ali pa razmišljaš, kako biti na novo, v bistvu neko tako kreativno obdobje, ki pa te seveda tudi vpraša, kako naprej. In ko pride september, predvsem obdobje septembra, oktobra, novembra se mi zdi, prijemo do tistega veselega decembra, se ogromno ljudi vpraša za svoje stvari, kako si lahko pomagajo in kako si lahko pomagate z duhovno rastjo. No, da se bomo pa tukaj ustavili, ne? Duhovna rast oziroma duhovnost sama po sebi je nekaj, kar pri ljudeh sproža ogromno vprašanj in na podlagi tega se seveda, ker se ukvarjam z duhovnostjo, ogromno ljudi vprašanja postavlja tudi meni. Pa bi vam rada v bistvu malo povedala, katera so ta vprašanja, pa da gremo čez njih, da vidite, kako lahko mogoče moja zgodba navdihne ali pa pomaga vam ali pa vam pomaga do uspeha ali pa do premagovanja česarkoli se vam bo že dogajalo v tem jesenskem obdobju. Prva točka oziroma prvo vprašanje, ki so ljudje mi postavili je: Kristi, kako je zate bila videti duhovna rast, takrat, ko sem jaz začela? To je zelo dobro vprašanje, pa mislim, da se boste nasmejali tudi tisti, ki ste v procesu te ekstremne duhovne rasti. Jaz, ko sem bila na začetku v duhovni rasti, sem si predstavljala, da bo to ful fajn, pa ne vem, da se bojo angelčki pogovarjali z mano, pa da se bom ful dobro počutila, pa da se bom boljš počutila, pa da bom vesela, pa da bojo zvezdice padale dol z neba in vse to. Nič od tega ni bilo. Verjamem, da je za nedoločene ljudi mogoče videti kot duhovna rast, ampak če mene vprašate, za mene pač ni bila. Meni je bila duhovna rast takrat naporna, soočila sem se z vsemi svojimi sencami, dvomi, strahovi. Videla sem, da nič ne vem o življenju, da nič ne vem o sebi, da sploh nisem sebe poznala. Videla sem, da moram določena prepričanja, katera sem takrat negovala 28 let, popolnoma zamenjati in bilo mi je zelo naporno. Enkrat sem videla v bistvu na socialnih omrežjih, je krožila ena slikca, v bistvu je bila ena punčka z rokavčki, kako je lepo plavala v vodi in je gor pisalo: ljudje mislijo, da je duhovna rast videti takole, v resnici pa je videti tako. In potem je bila slika te iste punčke, ki se skoraj utaplja. Punčka je preživela, vse v redu z njo. Tako nekako je bila zame videti duhovna rast. Veliko je bilo pretresov, končvanj odnosov, soočen sama s sabo, z jezo, krivdo, razočaranji, gnevom, ki sem ga nosila, sesuvanje moje lastne identitete, ki sem jo nosila toliko let, z nečem popolnoma novim. Tako je bila videti duhovna rast. Kako je pa zdaj videti moja duhovna rast? Tako bom iskreno povedala, še vedno je duhovna rast pri meni osebno videti intenzivno, stvarmi, ki se končujejo, dokončujejo, začenjajo na novo. Vedno znova se vprašam, kaj je sporočilo, kaj je lekcija, kaj se jaz tukaj učim in zakaj me vesolje spet nekako z neko brco potiska v nekaj novega. Je pa definitivna razlika ta, da ko se mi zdaj recimo kakšna intenzivna rast dogaja, vedno pride vzporedno z nekimi novimi potmi, z nekimi novimi nagradami, medtem ko takrat na začetku tega ni nič bilo, je bilo samo sesuvanje in nič nadomestila z nečim drugim, samo sesuvanje. No, tukaj pa zdaj ni več tako. To pomeni, da tudi če se mi nekaj intenzivnega zgodi,
Bom povedala kar konkretno zgodbo. Ne vem, da se spomnim, na zadnje 2 leti nazaj sem imela eno tako malo bolj resno, malo bolj večjo odločitev, ki je vključevala ljudi, ki so mi bili blizu, ki je vključevala duhovni atelje. Odločitev ni bila lahka, ampak ko sem jo sprejela v imenu življenjskega poslanstva in pomoči drugim ljudem, se prav spomnim, da smo tako en teden kasneje podpisali pogodbo z Neilom Donaldom Walshom, kar je bila tako velika nagrada. 3 leta smo se trudili, da bi prišli v Slovenijo, in takrat sem to videla kot v bistvu odgovor vesolja na to, lej, šla si neko novo stopničko, bila si pripravljena stati za tistim, za kar verjameš, bila si pripravljena zraz, in to je tvoja nagrada. Tako da boste mečkali razumeti, da duhovna rast je vedno intenzivna, se pa potem zamenjajo okoliščine, pa ta občutek nagrade. Mogoče na začetku se ti zdi, da tega ni, da se vse samo ruši kot hišica iz kart, potem pa, ko dokončaš to rast, oziroma se nikoli ne dokončaš v resnici, ampak ko priješ do neke stopničke, da to zdržuješ, je pa v bistvu vsaka rast prinese instantni odgovor vesolja na to, in to je vedno pač neka taka lepa nagrada. Ok, drugo vprašanje, če duhovna rast videti tako, zakaj bi sploh duhovno rastli? Ta je pa dobra, ne? Ja, zakaj bi kdo načrtno hotel iti v rast, če ve, da bo tako naporna, če ve, da se mu znajo stvari, ki jih je celo življenje poznal, končati? Zakaj bi šli v to? Zakaj bi bil kdo toliko nor? Zaradi tega, ker te duša ne pusti pri miru. Tako, vzamite si trenutek, da dojamete, kaj sem zdaj rekla. Zato, ker te duša noče pustiti pri miru. Zaradi tega, ker se ti lahko skrivaš, vsakič, ko te nekaj pretrese, pa se zgodi nek klic vesolja, da moraš nekaj spremeniti, pa osvojiti, se ti lahko obrneš stran, komod. Se lahko ta video zdaj izklopiš, če ti gre na živce, kaj govorim, zaradi tega, ker te sooča s tvojo resnico. Tudi to lahko narediš, a ne? Ampak dejstvo je, da te duša ne bo pustila pri miru. Vedno nove lekcije, preizkušnje, slaba počutja, vedno znova odnosi, ki se za eno in isto tematiko ponavljajo zaradi tega. In v enem trenutku, ne vem za vas, ampak jaz sem imela dosti tega. Jaz sem imela dosti, da se mi ene stvari ponavljajo in mi rečejo, toliko dolgo te bomo matletirali, dokler ne boš dojela in šla v svoj potencial in pogledala, kaj lahko narediš zase in načeloma potem tudi za druge, ne? Zaradi tega, ker vem, da je duhovna rast naporna, ampak to, da pa ne zrastaš, je pa še veliko bolj naporno, ker na dolgi rok pušča zelo trajne posledice, medtem ko te rast nekaj časa muči, nekaj časa te iniciira, nekaj časa ti prilagaja okoliščine, ampak vedno ti bo na koncu dala rožico in bo rekla zacveti. Zaradi tega, ok? Kristi, kako ostajaš v stiku s pravimi in avtentičnimi duhovnimi energijami, da te ne odnese v duhovni ego, sebičnost in tako naprej? Ja, to pa res upam, da me ne, oziroma mislim, da me ne. Kako ostajam v stiku s temi energijami? Zelo iskren odgovor, z nekakšnim spominom, ki je stik z mojo bolečino, iz katere sem začela do svojo duhovno rast, in potem posledično tudi delo z ljudmi je sledil, ne? To ne pomeni, da obnavljam svojo bolečino, to ne pomeni, da vse tisto, kar sem doživljala, torej krivda, strah, razočaranje, fizične preizkušnje, čustvene preizkušnje, depresija, poskusi samomora, žalovanje, a ne, vse to, jaz tega ne čutim več, lahko se pa tega spomnim, vedno se lahko spomnim svoje bolečine in vsake toliko časa me resnično nekatere stvari opomnijo na to iz tega, kje sem začela in kako je bilo. Nikoli si ne dovolim pač, da bi zdaj rekla, zdaj imam pa lepo življenje, zdaj pa vse ok, zdaj sem si pa vse uredila, imam kul moža, imam kul hišo, imam kul psa, imam kul tečajnike. Ja, ok, v redu, ja, saj imam, saj sem hvaležna in tudi za vsakega izmed vas, ampak vedno se lahko spomnim svoje bolečine, je kot nek opomnik na to, kdo sem, in da so zunaj ljudje, ki so v tem trenutku na tisti točki, ki sem bila jaz, ki sem hotela vse preprosto zaključiti in nisem videla več upanja. Tako da v bistvu
Ne pravim, da je treba bolečine negovati. Sicer se veste, jaz sem tudi človek, pa doživljam kakšna čustva, ampak pač ne več ko, pa več na tak način, pa vse skupaj gre hitreje čez, pa gre vedno pozitivno čez. Ampak vseeno se pa spomnim, vseeno se pa spomnim tega in se spomnim, Kristi, kljub temu, da zdaj tebi v tem trenutku v redu, ali pa super, ali pa fantastično, ni važno, katerakoli točka je, ki se počutim v nekem dnevu, so zunaj ljudje, ki doživljajo tisto grozo, ki so ti na začetku, ne pozabi na to. In tukaj tudi pridem do tega, da odgovorim na to, kar me dosti ljudi vpraša, zakaj pa ti toliko delaš, zakaj pa imaš toliko tečajev, zakaj pa se ne rabiš več tega, se lahko malo umakneš, se lahko ne zagotavljaš več toliko tega. Ja, res je, lahko. Definitivno lahko. Lahko se malo umaknem, lahko se skupaj vržem na splet, lahko napišem pač članke, lahko samo pustim članske portale, vse to lahko naredim, ampak ne morem. Ne morem tega narediti, zaradi tega, ker pomeni, da vse tiste, ki so v bolečini zunija, pa se hočejo razvijati, puščam na cedilu. Tukaj prihaja tudi vprašanje spletnih šol. Jaz imam tudi rada spletne šole, tudi mi bomo naredili neko obliko spletnih šol, ampak ne v taki pač obliki, kakor imamo v živo tečaj, niti približno ne bo podobno. Bojo neke luštne vsebine, ampak te globoka dela bojo ostala vedno za udeleženci 1 na 1. Zaradi tega se ne morem ustaviti, zaradi tega, ker svet ni ok, narava ni ok, živali niso ok, in številni ljudje ste zunaj, ki niste ok, ne moramo se ustaviti. In vem, da me rabite, zaradi tega se spomnim in vsakič, ko grem v atelje, grem z veseljem, zaradi tega, ker rabite ne samo to, da vam dam jaz svoja znanja, zaradi tega, ker to lahko tudi zapišem v knjigo, ampak sem ugotovila, da to nikoli ne doseže ljudi na tak način, kot jaz stopam v prostor, prinesem svojo energijo in imam svojim glasom in svojo energijo v prostoru, iniciiram neke stvari, ful sem hvaležna za ta dar, da mi ga je vesolje dalo, in je to čisto nekaj drugega. Zaradi tega še vedno prihajam v vašo družbo, zaradi tega sem rada z vami, ker vem, da je to čisto drugačno, kot se moraš sam boriti z neko knjigo, ker to toliko dlje traja, ali pa ker se moraš sam boriti z nekimi meditacijami doma, kot če imaš mene, ker ti pošljam energijo, ker iniciiram portale v prostor in se tam ukvarjam s tabo in grem čez tvoje vzorce in jaz zelo rada tako delam, zelo interaktivno z udeleženci, da ti razložim stvari, ker tam potem vem, da jih boš z mano res usvojil. Evo zato. Ok, ta zadnje vprašanje. Kako jaz lahko pomagam vam in kako jaz vidim faze duhovne rasti. Ok, zdaj pa to dvoje združila. Ok, jaz sem ugotovila, da sem šla pri duhovni rasti čez 3 faze. Ok, vse dobre stvari so 3, ne? Prva faza sem šla čez čiščenje svoje lastne bolečine. V drugi fazi sem šla čez duhovni razvoj in ta razvoj je bil najprej moj, nato sem se pa posvetila razvoju, da pomagam drugim ljudem. In ta zadnja faza je bila manifestacija. Manifestacija mojih želja, talentov, življenjskega poslanstva, potencialov, kakorkoli že. Dosti ljudi v današnjem svetu želi delati samo na manifestaciji, ampak jaz vam iskreno povem, pri sebi sem videla, da je to pač ta zadnji in ta tretji korak. Tako pač gre. Najprej moraš spucati tisto, kar je težkega in potem daš čez slepe rožice. Torej, bolečina, razvoj, manifestacija, to so bile moje 3 faze in nekako okrog tega sem tudi oblikovala to, kako lahko pomagam drugim ljudem. To pomeni vsi moji programi, tukaj, če bo kdo začutil, vam sedaj dajem orodja. Vsi moji programi vključujejo vse 3 sfere oziroma vse 3 faze. Torej, prva faza, vsi tisti, ki ste v bolečini, ne se doma sami matrati, pridite k meni. Tako res, jaz sem ful faca, jaz vam bom ful pomagala, res imam izkušnje. Ne matrite se doma, zberite pogum, dvignite zadnjo plat, pa pridite pa naredite nekaj dobrega zase, ne se več pustiti v življenju, da vas tam premetava kot nekega pijanega mornarja na nekem viharnem morju, brez veze. Ok, prva faza, kaj sem naredila za tiste, ki ste v bolečini.
Tukaj imam na voljo, da jeseni začenjam 2 tečaja. Prvi tečaj je krila, obilja. Ima zelo lep naslov, ampak načeloma je to tečaj za razreševanje podzavestnih vzorcev. To je tisti tečaj, ki je primeren za vse, ki čutite, da vas nekatere preizkušnje, vzorci, lekcije nočejo pustiti pri miru in da se vam vedno znova ponavljajo in hočete pri sebi razrešiti, zakaj je to tako in kako se lahko tega rešite, zato da sebe preoblikujete, zato da svojo psiho oziroma svoje podzavestne vzorce preoblikujete s pomočjo energijskih metod, in pa začnete neko novo življenje. Tečaj je zelo aktiven, zelo intenziven, dobite ogromno materijala za domov, vso orodje dobite za domov in resnično zelo so dobri rezultati tega tečaja. Krila obilja se začenja 12. oktobra. Naslednji dan, 13. oktobra, se začne tečaj zen meditacije. Tečaj zen meditacije se bo odvil premierno in je za vse tiste, ki imate toliko aktivne misli in se vam noče ustaviti. Veste, hrček, ki je vedno znova zakaj, in rabite mir in tišino. Na tečaju ne bo toliko zelo veliko pogovarjanja, kakor mogoče na ostalih tečajih, tako da unika to hočete, vas bom drugam preusmerila, ampak se gre bolj za to, da vam predajam tehnike in da pridete do stanja miru v svoji glavi, da resetirate misli in da pridete iz te začetne točke ven, da zadihate, po domače povedano. To je za tiste, ki ste v bolečini. Potem imam 3 tečaje na voljo to jesen za svoj lastni razvoj, ampak ko greš čez lastni razvoj, lahko s vsemi 3 tečaji potem pomagaš tudi naprej. To pomeni vse tiste, ki bi pa nekako hoteli po moji poti, pa pomagati tudi drugim ljudem s temi znanji. Lejte, itak nas je premalo, svet je tako, kar je, itak se nas rab še več. Tako da prvi tečaj je malo bolj specifičen, je za vse one, ki ste šli čez neko žalovanje, a pa čutite, da vas zanimajo posmrtne komunikacije, da vas zanima, kaj je življenje po življenju, kako vaši dragi komunicirajo iz nebes, torej tečaj medijstva. Ta tečaj prihaja 29.9. Zdaj bom pa skočila na en dan prej, ker zdaj vidim, sem malo obrnila. Potem tečaj jasnovidnosti in angelske terapije je 28. septembra začenja. Ta tečaj bi zelo rada posebej predstavila, mi je zelo drag tečaj, kajti iz njega pridejo ven moji angelski terapevti. To pomeni, to je tečaj, kjer ti sam razvijaš svoje duhovne moči, jasnovidnost, naučiš se brati družinske vzorce, DNK vzorce, kako komunicirati z angeli, kako ti pomagajo z rezanjem vezi, angelske terapije, kako prebuditi. Torej, tako zelo obširna tematika duhovne rasti in angelov, ki ti seveda prinese tvoj lastni razvoj in hkrati seveda prepoznavanje številnih informacij. Hkrati dobite pa vsi tisti, ki boste želeli moje predane metode za pomoč drugim ljudem. To je pa tisti del, ki je meni toliko zelo ljub, ker vidim, da sem nekomu predala angelske terapije, pa dela z ljudmi naprej in so učinkovite in slišim zgodbe ali pa regresije prejšnjih življenj se tudi uči. In da ljudje mi pridejo nazaj, moji terapevti, ki jim točno tako predam in metode in opise, to pomeni nekako vam postavim tudi to duhovno pot že nekako v naročje in ljudje rečejo, a veš, da res pomaga mojim klientom in z veseljem se vračajo in zato je meni ta tečaj resnično blizu srcu. Začenja se 28. septembra, izveden ga samo enkrat na leto, tako da unika hočete ne čakati do naslednje jeseni, zdaj se prijavite, ker imam samo še, vzamem veliko ljudi, ker moram res te terapevte strenirati, vzamem jih veliko, zato mislim, da ima še 3 prosta mesta, prijavite se hitro na www.potovanje.duse.si. In potem je tukaj še tečaj meditacije za razvoj. Tečaj meditacije, kjer zajamemo vse od razvoja svoje lastne osebne energije, do razreševanja strahov, do priklica obilja in hkrati tudi kako postati učitelj meditacije, kajti z mojim certifikatom seveda lahko vodiš meditacijo naprej. Jaz mislim, da mora vsak kraj v Sloveniji imeti meditacijski center, da je to že skoraj nujno za prihodnost. In vsi tisti, ki boste to začutili, pa da bi vas zelo interaktivno učila, imate to možnost 5. oktobra.
No, in potem je še ta zadnja, smo rekla, ne? Torej, ta zadnja stvar je pa manifestacija. Kreiranje, priklici, ustvarjanje, po domače čarovnija življenja. Ok, ta čarovnija življenja, to je pa en tak, ta dva tečaja jaz vidim kot svoja dva bombončka, kjer se zabavamo, kjer se imamo fajn, kjer se smejimo in kjer ustvarjamo s pozitivno čarovnijo, in to je tečaj bele in zelene magije. Tukaj se delajo obredi, pa za denar, pa za priklic želja, seveda vse na pozitivno, maksimalen dober način, delamo samo zase, ne vključujemo drugih ljudi, kakšni obredi z rastlinami, kako si postaviš zaščito doma, izdelaš svoje amulete. Torej, v bistvu je to ustvarjanje energijskih orodij, zato da podpreš vse tisto, kar si sam želiš, hkrati te pa zanimajo te magični svetovi. Tečaj bele magije gre zdaj zelo hitro ven, torej 22. septembra, tako hitro pokukaj in poglej. In potem 17. novembra, malo kasneje pa še zelena magija, ki vključuje pa čarovnije s pomočjo narave. Poglejte si malce več, upam, da sem uspela to pomagati, upam, da zdaj majčkeno tudi lažje veste, kaj izbrati kot energijsko orodje. Karkoli ste začutili, če je to vaš klic, vas bom vesela. Vsekakor pa vas vabim, da duhovno rastete v kakršnikoli oblikah in na kakršnekoli načine že, kajti splača se, vaše duše, saj veste, vas kličejo, vas božajo in vas spodbujajo. Jaz pa tudi želim vam resnično lepo jesen, lep september, lepe energije in čim več novega, čim več razvoja, potem pa verjamem, da dobite vse, kar si želite. To je to za ta teden, iz moje strani vsekakor se bom še kaj oglasila s temi video vsebinami, vidno, da jih imate radi in lepo se imejte. Adijo!